Kaj je lahko darilo obsojajočega načina razmišljanja? Kaj je lahko darilo tega, ko jaz obsojam sebe ali pa druge? Kako se lahko, kje tiči tle sploh kakršnokoli darilo, kakršenkoli doprinos? Prvo je to, da če se uspemo v bistvu zavedati te misli, tega obsojajočega mišljenjskega toka, ki nas dostikrat kar tako zagrabi, kot da bi nas neka pošast zagrabila, ne vem, če se vam kdaj zgodi, in nas potem tam kar melje in obsojamo in tisto osebe sploh ni nikjer v radiju 100 kilometrov, sploh ni nikjer v bližini nas, ni tiste osebe, mi smo pa totalno v tem šakalnem obsojajočem razmišljanju, kako je z njim nekaj narobe, kaj je normalen, kaj je nor, ne, in nas kar to pere totalno. Če uspemo vsaj malo vnesti zavedanje v to, da smo mi v bistvu v tem, da smo mi sami da sami plavamo noter v tem, da nas je to čisto odpeljalo, se potem lahko od teh obsojajočih misli odlepimo in se zavedamo, da v bistvu gre za program, da v bistvu gre tudi, eni pravijo, da gre za zasvojenost s takim načinom razmišljanja. In pol, ko vnesemo zavedanje v to, se lahko spomnimo, jaz ne stojim sam iz glave in se lahko spomnim, da imam tudi telo in se lahko spomnim, da zadiham in si pomagam v stik s telesom in se spustim v telo in kaj bom opazil in skušam raziskovati, kaj se dogaja v mojem telesu in boste verjetno opazili, da se takrat, ko razmišljate na obsojajoč način do sebe ali pa do drugih, da se v vašem telesu dogajajo določeni procesi, sprožajo se določeni občutki in probate biti s temi občutki. Kaj se dogaja? Ja, bolečina, frustracija, težina, razburjenje. Kakšen je ta občutek? Prevzemati odgovornost za te občutke, zadihati z njimi in se zavedati, da so občutki vaši zavezniki. Občutki so naši zavezniki, ker nas lahko privedejo do globljega stika z nami, do potreb, do tega, kar nam je dejansko pomembno v tisti situaciji. In potem, ko spostavimo stik z nami, s temi potrebami, to je to darilo, katerega iščemo. Iz tega sledi, da je v bistvu obsojajoč način razmišljanja, ko uspemo v bistvu vnesti zavedanje notri, je v bistvu neka direktna pot lahko v stik s tem diamantom, s tem darilom, s tem, kar nam je pomembno, s tem draguljem, s tem hrepenenjem, ki ga imamo. In potem, ko imamo enkrat stik s temi potrebami, potem je tudi na nas, da pridemo do konkretnih prošenj, rešitev ali sebi ali do drugih konkretnih oseb, do rešitev, s katerimi upamo, da nas bodo podprle.